Drage gledalke, dragi gledalci, v soboto 9. novembra bo minilo natanko 30 let od padca Berlinskega zidu, simbola železne zavese in tudi simbolnega začetka konca komunizma, socializma na tleh Evrope. V današnji razpravi bomo pogledali na te čase, se vprašali, ali je Berlinski zid že dokončno padel tudi v naših glavah, kaj nam je še storiti, zakaj danes Evropski parlament sprejema nove resolucije, s katero obsoja vse totalitarizme in tudi o pobudi za, recimo temu, Nürnberški proces zoper komuniste. Moji nocojšnji gostje so akademik dr. Janko Kos, pozdravljen. Dober dan. Lenart Rihar, dober večer tudi vam, in dr. Žiga Turk, pozdravljeni. Dober večer. Kot sem že rekel, je okrogla obletnica padca Berlinskega zidu, ki je simboliziral vse tisto, kar naj bi komunizem oziroma ta železna zavesa predstavljala. Na vzhodni strani so ga imenovali antifašistični zaščitni zid, zelo zanimiva povezava z današnjimi antifašisti. Doktor Kos, kako vi gledate na te dogodke izpred 30 let in ali je padlo vse, kar bi moralo pasti z Berlinskim zidom? S temi dogodki je tako, mislim, da je to najlepši spomin, kar jih imam sploh, ker tisti dnevi okoli te obletnice in seveda naslednji tedni in meseci so bili nepopisni kot neko doživetje, ker se ne spomnim, da bi v svojem življenju kdaj videl kaj takega, tako da mislim, da čisto življenjsko je to sijajen dogodek, vreden spomina. Zdaj, drugo seveda je pa, kaj je iz tega sledilo in kaj še ostaja temu ali od tega, kar vi imenujete Berlinski zid. To je pa seveda posebno vprašanje, o katerem pa lahko razmišljamo, ampak to vprašanje ima pa več dimenzij, ker vprašanje je, kaj je prinesel dobrega ta prelom in kakšne so tudi nekatere posledice, ki so pa neugodne. O tem bi se dalo govoriti. Ja, hvala, dr. Kos, o tem bomo govorili danes zagotovo. Gospod Rihar, je Berlinski zid padel tudi v naših glavah ali pa vsaj, recimo temu, v miselnosti, v razmišljanju o komunizmu, tudi v Sloveniji, recimo? Danes imamo še zmeraj resne probleme obsoditi vse totalitarizme. Dva z lahkoto, enega pa imamo nekako sramežljivo to obsojamo, vsaj večinsko ali pa večinski mediji. Ja, dobro bi bilo, če bi bilo vse tako, da bi večinsko obsojali tudi tretji totalitarizem. Moje mnenje je, da bodo s tem še velike težave in da bomo zaradi tega verjetno tudi v tem pogovoru se moralo ozreti tudi v čas pred Berlinskim zidom, pred njegovim padcem oziroma kako je do njega oziroma do železne zavese sploh prišlo. Ker mislim, da šele ob izhodiščih bomo lažje razumeli, zakaj take težave, da dejansko v naših glavah mnogi zidovi še kar trdno stojijo. Dr. Žiga Turk, vi ste bil še včeraj v Berlinu. Doživeli ste, kako Nemci doživljajo padec tega zidu. Kako ste to doživeli oziroma kaj se tam dogaja? Je to podobno kot pri nas, pač eden izmed dogodkov v preteklosti, ki ga mimo grede omenimo, ali je to kaj bolj resna zadeva? Ja, sem vesel, da sem bil slučajno povabljen na neko modrovanje v Berlin ravno v tem času, ko se začenja pravzaprav celo tedensko praznovanje padca Berlinskega zidu in moram reči, da, kako bi rekel, se slovenske perspektive, ko pride tja človek iz Slovenije, sem bil presenečen, kako pravzaprav celo mesto, uradno mesto s tem živi. Kako je na neštetih točkah v mestu so, ne vem, panoji z nekimi zgodovinskimi
fotografijami, teksti, ki pojasnjujejo tisti čas, kaj se je na tem mestu zgodilo. Na nekatere stavbe projicirajo filmske dogodke, se pravi, platna so velika, ne vem, 30 krat 100 metrov in tako naprej. Skratka, zdi se mi, da mora pravzaprav celotna vzhodna Evropa, vsi, ki imamo to dediščino nad seboj, ta datum vzeti zelo resno, da potrebujemo nek datum, ki mu lahko simbolno damo ta pomen. Na ta dan je pa bila zlomljena ideja komunizma in seveda zadeva se je sesipala v svoji gnilobi in to smo spremljali, tako kot je povedal akademik Kos, takrat z nekim velikim navdušenjem, upanjem, spoštovanjem, pričakovanjem. Kup je bilo teh dogodkov, ampak verjetno, če bi morali pa izbrati en datum, je pa to datum padca Berlinskega zidu. In zato se mi zdi, da je 9.11. datum, ki bi moral biti v evropski zgodovini nekako tako vzet kot recimo, ne vem, 8. maj, ko se spominjamo poraza nacistične Nemčije leta 1945. Doktor Kos, če se vrnemo nekoliko v tiste čase, rekli ste, bili ste zelo veseli, tudi jaz se kot mladenič spomnim teh časov. Slovenska pomlad se je intenzivno prebujala, pa vendar je bil padec Berlinskega zidu nekakšno presenečenje. Nekako nismo še verjeli, da je že prišel čas. Dogajale so se stvari tudi v Nemčiji, protesti in tako naprej, ampak da bo pa ta režim tako z lahkoto padel, pa nekako, vsaj, koliko se jaz spomnim, je bilo presenečenje. Kako je bilo to? Bilo je zelo presenetljivo in nepričakovano, kaj ne? Čeprav mnogi vendarle so se pripravljali na vendarle nek prehod iz tega sistema v nekaj drugačnega. Ampak zdaj bi jaz pravzaprav opozoril na tole, seveda Berlinski zid je padel. Ta Berlinski zid je padel v mnogih državah in deželah vzhodne Evrope na različne načine. Ne? Na Poljskem je verjetno padel nekoliko drugače kot na Madžarskem. In pri nas je pa sploh vprašanje, kako je padel, če je padel. Ne? V tem je mogoče simboličen pomen tega padca. Jasno, v Berlinu samem je bilo očitno, kaj se dogaja, medtem ko pri nas že ni bilo več tako očitno. Ne? Ker pri nas je ta padec socializma potekal drugače, premešal ali prepojil se je z nacionalnim vprašanjem in to je bilo tisto, kar je pri nas povzročilo, da je ta Berlinski zid padal nekoliko drugače in verjetno še pada. Ne? Ker zdaj je problem koliko je ostalo še tega, kar je ležalo onstran tega Berlinskega zidu. Pri nas ali druge po svetu. Zdaj vemo, da ideologija komunizma, socializma, marksizma vendarle še obstaja. Ne? V nekaterih redkih državah po svetu vendarle še kot realna politična sila, druge pa vendarle kot neka mentaliteta, kot neko prepričanje, celo univerzitetno, akademsko. Na ameriških univerzah teh znamenitih je vendarle nekaj takega levega, precej levega. Anglija je bila od nekdaj preprežena s tem bolj ali manj salonskim marksizmom in je še danes verjetno. Ne? Tako da ta Berlinski zid ni padel popolnoma in povsod po svetu. Ne? Tako bi se lahko reklo. Če mislimo seveda predvsem na to ideologijo. Ne? Drugo so te realne politične sile, ki obvladujejo še zmeraj neke tako rekoč komunistične države. Drugo seveda je pa ta ideologija, ki živi. In z ideologijami je zmeraj tako, ne moreš jih kar tako premagati, ne moreš jih kar odpraviti, ukiniti in tako dalje. Ker živijo, se včasih celo nekoliko spremenijo, metamorfizirajo, bi se temu reklo. In mislim, da se to dogaja še zmeraj s to ideologijo komunizma, recimo stalinizma in tako dalje. In to obstaja tudi pri nas seveda, saj vemo. Tako da
Berlinski zid, če ni popolnoma padel, bi iz tega lahko sledilo. Gospod Rihar, rekli ste, treba je pogledati, kaj je pripeljalo do tega zidu, kakšno je ozadje, kaj se je v bistvu dogajalo po drugi svetovni vojni v Evropi, da smo prišli v to situacijo. Pravzaprav se je stvar začela že med samo vojno. Jaz bi recimo, če bi želel nek mejnik, bi ga postavil recimo v Teheran leta 1943, kjer je bilo nekako med velesilami dogovorjeno, da kako bo vojna potekala, da se vključi Sovjetsko zvezo z njenim režimom vred v zavezništvo. Tukaj je verjetno temeljni problem, ki se je zgodil v zgodovini evropski, da je šlo za mešanje stvari, ki se ne dajo mešati. Iz tega verjetno tudi sledi videti je, kot da so se tam dogovorili tudi to, da bodo zahodni zavezniki držali fronte samo na zahodu in Sovjetska zveza samo na vzhodu, s čimer so že nekako pripravljali svet na to, kako bo Sovjetska zveza potem za svoj angažma plačana. Se pravi, sicer bi rekel, rusko ljudstvo je res dalo ogromen davek, ampak prav tako ideologiji, prav tako stalinizmu. In iz tega je seveda Stalin potem koval dobiček in dobil v zameno oziroma kakorkoli že v zahvalo potem, kot veste, se je sovjetska armada približala pravzaprav Dunaju in Berlinu prav tako. Še več, ko so se dogovorili. In potem seveda z Jalto je potem tudi to Sovjetski zvezi pripadlo kot njeno interesno območje za narode same, pa kot okupacijo strani Sovjetske zveze. Tako da to postavlja potem Evropo v najširši, oziroma problematiko v najširši evropski in svetovni kontekst, ker tukaj je seveda imela Amerika tudi ključno besedo in tudi vprašanje odgovornosti, kako je kaj takega mogoče, da se na tak način trguje z narodi in njihovo svobodo. V tej luči bi bilo potem seveda tudi zanimivo, ki je bil prej od doktorja Turka omenjen datum konca vojne in da bi bil v Berlinu nekaj podobnega. Tudi v tej luči treba pogledati celoto. Če se je takrat začela začetkom druge svetovne vojne, če se je začela to neka evropska državljanska vojna med demokracijo pa med totalitarizmi, je bilo potem neko vojaški del je bil končan leta 1945, medtem ko na neki idejni ravni se je pa nadaljevalo s hladno vojno in je pravzaprav na nek način poteka naprej ta velika vojna vse do padca Berlinskega zidu, o katerem danes govorimo. Se mi zdi, da to stvar treba zajemati v čim širši perspektivi, da je potem lažje razumljivo vse, kar se tudi danes dogaja s tem in posebej, ker bomo verjetno posebej še v Sloveniji govorili, zakaj ima take težke težave in kaj je specifika Slovenije v tem pogledu. Akademik Kos je nekako rekel, Berlinski zid je v različnih državah vzhodne Evrope padel na različen način, nekje pa morda še ni. Če gremo malce tudi proti domu, nekako se zdi, da v Sloveniji še kar stoji. Ja, v Sloveniji je zanimiv ta odnos, kot da se nas ti dogodki pravzaprav ne tičejo. Posebej v zadnjih letih imam občutek, da poteka nek tak tihi revizionizem, kot da se leta 1989 ni zgodilo nič takega, kar bi bilo za Slovenijo pomembno. Mi bomo začeli zgodovino šteti leta 90 z demokratičnimi volitvami, pa potem za osamosvojitvijo, to bodo neki večji dogodki, medtem ko ti svetovni dogodki, ki so pa to omogočili, pa kot da mi nismo del tega. Pred kratkim smo imeli veliko razpravo o tem, ali je bila Slovenija na tej ali oni strani železne zavese in o tem lahko zelo dolgo filozofiramo. Povsem je pa jasno, da tisti, ki trdijo, da ni bila za železno zaveso, želijo prikazati
da se pravzaprav z vidika gospodarskega sistema, vrednot, ureditve družbe v teh prelomnih časih ni nič tako velikega, nič tako pomembnega zgodilo. In tisti, ki pravimo, ne, smo bili za železno zaveso, vidimo, ja, se je spremenilo ali pa vsaj moralo bi se spremeniti. In seveda, jaz mislim, da se nas ti dogodki še kako tičejo, če ne bi bilo padca Berlinskega zidu, če ne bi bilo Gorbačova v Sovjetski zvezi, če ne bi bilo poljske solidarnosti, potem tudi v Sloveniji ne bi zmagala demokracija. Prav gotovo mi ne bi bili en otok, ki bi kar naenkrat tukaj na tem teritoriju nekaj naredil, medtem ko bi ves vzhod ostal tak, kot je bil. Spomnimo se, kako so jugoslovanski generali potovali v Moskvo, tipajoč, ali bo sovjetska vojska vendarle vzela stvari v svoje roke in tako naprej. Skratka, tisti veliki geostrateški premiki so se zgodili nekje drugje in to je v Sloveniji odprlo potem možnost za neke spremembe, ki pa so bile zaradi specifičnih razmer v Sloveniji drugačne. Jaz sem v eni kolumni dal naslov, ker socializem ni odšel za ruskimi tanki. V vseh državah vzhodne Evrope je pravzaprav so lahko združili boj za demokracijo, za kapitalizem, za svobodnejši sistem, tudi z nacionalno emancipacijo proti v bistvu sovjetskemu okupatorju. Tega pri nas ni bilo. Pri nas smo imeli tako imenovane domače pomagače, bi lahko temu rekli, ki so ostali tukaj in ki so se potem pravzaprav prelevili če smo čisto odkriti, iz komunistov v nacionaliste in zagovarjali slovensko samostojnost, neodvisnost in tako naprej, kar je bilo pozitivno, ampak politično so preživeli. Ideja kot taka se je za nekaj let potuhnila in zdaj le spet na vseh mogočih koncih pleza nazaj. Morda, ali pa zagotovo v Sloveniji nismo imeli nekega takega simbolnega prelomnega trenutka, ko bi zaključili s komunizmom. Slovenski komunisti, zato so ti svetovni dogodki pomembni, so nekako se uspeli prilagoditi. Delal sem neko raziskavo na to temo. Retorika komunistov se je spremenila praktično sovpada z padcem Čaušeska. Začela se je neka panika in retorika se je spremenila in ugotovili so, da če bodo predolgo čakali, vztrajali na teh točkah, se lahko kaj podobnega zgodi tudi pri nas. Recimo spomnim se Boruta Pahora, ki je bil takrat mlad politik v Beogradu, ko so odhajali iz kongresa, je rekel, moramo iti, ker vsak dan, ko smo tukaj, izgubljamo volivce v Sloveniji. V resnici v Sloveniji tega, rečemo, malo tršega prehoda ni bilo, nismo zaključili, ampak, kot je rekel dr. Turk, so se prelevili komunisti v demokrate. In zato je še danes tako, kot je. Vzrokov, da je v Sloveniji bil ta prehod, če je bil to prehod drugačen kot drugje, je pa precej. Jasno je, pri nas na Slovenskem je bil komunizem po prvi svetovni vojni vendarle v veliki meri uvožen. Marsikdo, ki je bil takrat v Sovjetski zvezi, je prišel nazaj in tako dalje in iz tega so nastajali neki zarodki našega komunizma tudi v tej prvi komunistični partiji Jugoslavije in tako dalje in tako dalje. Ampak mislim, da se je ta komunizem pri nas vendarle ugnezdil na neki tradiciji slovenski. Slovenska tradicija, ljudska tradicija je vendarle egalitarna in tako dalje. In to je dalo neko podlago širitvi tega komunizma, tudi preko Krekovstva recimo, ker Janez Evangelist Krek je vendarle svojim socialnim gibanjem usmeril slovensko politiko v neke socialne vode, kjer so se lahko srečavali s komunizmom. In to se je dogajalo seveda v 20 letih in celo v 30 in tako dalje. Poznamo to levo katoliško levico in tako dalje in tako dalje. Ampak hočem reči, da vendarle je ta komunizem pri nas imel neko osnovo v neki tradiciji,
ki gre skozi slovensko zgodovino, duhovno zgodovino in politično zgodovino do NOB-ja in seveda traja po njem. Mislim, da je v tem problem, ki pokaže, zakaj pravzaprav pri nas ni moglo priti do tega ostrega preloma, čeprav seveda so za to poskrbeli sami komunistični funkcionarji in voditelji, da je bil ta prelom zanje, če je bil sploh prelom, čim manj seveda odločilen in to se jim je v nekem smislu najbrž posrečilo s to mehko retoriko, s tem mehkim prehodom in tako dalje. In jim še danes seveda v nekem smislu ideološko uspeva. Ampak to so seveda stvari, ki pa segajo precej širše v tisto, kar sem prej imenoval posledice tega padca Berlinskega zidu. Kakšne so bile te posledice za Nemčijo, za Evropo in za Slovence? Te posledice so bile seveda v glavnem pozitivne, ker vendarle ta svet Srednje Evrope se je osvobodil, ne? Od Estonije pa tja do Albanije in tako dalje. Ampak hkrati so vendarle s tem osvobajanjem prišle na dan tiste stvari, ki so bile zakrite, prekrite, potisnjene v ozadje. Izbruhnila je vojna v Jugoslaviji, ne? To je bila tudi posledica padca Berlinskega zidu, kajti nenadoma se je za tem zidom pokazalo, kaj se skriva v njem, ne? In te hudi problemi, nacionalni, socialni, so zbrihnili na dan in je prišlo do vsega tega, ne? No, jasno, posledica tega padca Berlinskega zidu je bil razpad Sovjetske zveze, ampak na podlagi tega razpada Sovjetske zveze je nastala vendarle ta Rusija nova, ki je v bistvu imperialna, ki se vrača k svoji tradiciji, celo s pomočjo pravoslavja in tako dalje. To so posledice tudi tega padca Berlinskega zidu in padca komunizma, recimo v Rusiji in seveda vsej tej vzhodni Evropi. Tako da se da o posledicah, o rezultatih tega padca govoriti na različnih ravneh. Ja, v Sloveniji so ni jih manj, ampak vse več debat o vlogi komunistične partije, vlogi Jugoslavije, položaju, kakšen je bil. Mislim, da se v zadnjem času poskuša prikazati Jugoslavijo kot neko praktično demokratično državo, socializem z človeškim obrazom in tako naprej. Pa ne govorim samo v nekih gostilniških debatah, profesorji, ugledni ljudje zagovarjajo te teze. Slovenski parlament pa naprimer ni sposoben sprejeti ali pa potrditi neke evropske deklaracije o obsodbi vseh totalitarizmov. Razlog je ravno v tem, da je eden izmed njih komunizem, ne? To ja, pa tudi trdovratnost tega mita, da smo imeli drugačen socializem, ne? Ta mit je zelo, zelo razširjen in se ga ne da iztrebiti nikakor. Čeprav je seveda zanimivo to, da kot je bilo že namignjeno, da je Slovenija imela praktično ena edinih držav, ki je izvajala revolucijo, ki je izkoristila narodovo nesrečo, se pravi vojno, okupacijo, izkoristila za to, da je znotraj tega nereda sama izvedla, celo proti volji Stalinovi oziroma Kominterne, izvedla revolucijo, se pravi še dodaten napad na lasten narod. Poskušala je Grčija, recimo edina še, ampak tam so preprečili to Amerikanci. Se pravi, naš problem je to, ti tanki, ki so bili omenjeni, da niso bili ruski, ampak so bili, nasilje je bilo domače. In jaz, odkje potem ta zavest, da je bilo pri nas bolj človeško, je res veliko vprašanje, ker kakršnokoli področje pogledamo, vidimo, da je, tukaj bi pa jaz potegnil neko slovensko potezo, bi rekel značajsko, tipično, ta papeškost, ki hoče biti bolj papeška od papeža, je bilo podobno tudi v komunizmu. In naprimer, znan je primer slovenskih redovnic, ki niso smele biti, čeprav niso imeli osebja,
katastrofa je bila v zdravstvu. Pa so jih vseeno, na primer, usmiljenke nagnali, niso smele delati, kaj šele v oblekah, medtem ko to ni bilo problem recimo v Beogradu. In so potem slovenske redovnice potem delale v zdravstvu v Beogradu, na primer. In vrsto takih primerov imamo, da je bilo v Sloveniji v resnici bolj zagrizen komunizem so se šli kot pa marsikje drugje. Tudi potem po recimo v madžarski revoluciji, tisti prvi leta 56, so naprimer, so Madžari v dobri veri bežali sem in jih je pač Jugoslavija vrnila potem nazaj Sovjetski zvezi, te begunce, naprimer. Ko se, naprimer, drug tak mit namreč, da je šel Tito z 48 letom svojo pot, z Informbirojem. V resnici je to samo povečuje te razne mite, da smo bili drugačni, da smo bili tamponska cona, da smo bili nevrščeni, da smo bili na zahodni strani železne zavese. S takimi elementi poskušajo to dokazovati in seveda narod kar precej nažalost rekel, nasprotni glasovi o resnični situaciji niso dovolj močni, da bi lahko to razgradili. Pa še ena reč, ki je bila tudi že zdaj omenjena, da so bili očitno naša komunistična partija je bila izjemno prisebna in jaz mislim, da se niso prelevili v nacionaliste, kot je bilo rečeno, ampak so enostavno totalno pragmatično, tako kot so znali pred vojno organizirati procesije svetega rešnega telesa, komunistična partija, dokler je to pač prav prišlo. Tako je ugotovila tudi Evropa zdaj, takrat ob prelomu, pa da je smiselno pustiti, ker so začutili, da je toliko naboja v ljudeh, narodnostnega, da če bojo šli proti, da bodo končali tako kot Čaušesku. In so zato prizorili tisti odhod iz Beograda in potem pustili, da se je stvar nekako s stisnjenimi zobmi, proti svojim intimnim opcijam, kot vemo, so se potem s stisnjenimi zobmi opredeljevali nekako za Slovenijo. Kar je pa kljub vsemu seveda nek nasmeh zgodovine, čeprav smo zato skoraj gotovo žrtvovali dobršen del demokratizacije, ampak imamo pa svobodno državo. Tukaj so le take, bi rekel, močne komponente zgodovinske v igri, ki celo nekoliko odtehtajo, da smo zaradi tega zagotovo zaostali v demokratizaciji. Zagotovo ni še vse izgubljeno. To, da imamo državo, je nedvomno ogromna stvar. Doktor Turk, pred pričetkom tega razgovora ste rekel, en ključnih ali pa pomembnejših problemov v Sloveniji je to, da nismo sposobni enotno obsoditi revolucije. Kaj ste mislili s tem? Kje je ta? Ja, in s tem, ko pravzaprav to ponavljam, da tisto, kar manjka v slovenski nacionalni zavesti, v tem, kar je nekako v zraku v Sloveniji, kar je v zraku v medijih, je to, da bi revolucija dobila nek globoko negativen pomen, neko globoko negativno konotacijo. In to ne zaradi preteklosti, ampak to zaradi tega, ker zato, da bi revolucija izpadla lepša, manj slaba, manj pokvarjena, manj negativna, so danes nekatere stvari, ki bi bile koristne za naš današnji razvoj, za naš današnji napredek, videne kot negativne, kot slabe. Veliki kmetje, kulaki, to ima negativen prizvok, cerkev, vera, kapitalizem, podjetništvo. Vse te stvari, če so vse te stvari nekoliko slabše, je revolucija manj slaba, kot bi bila sicer. In seveda, če imamo mi vrednostni sistem, ki je nekompatibilen z vrednostnim sistemom, ki velja v svetu, ki se hitro razvija, potem se mi ne moramo hitro razvijati. Potem razvojno zaostajamo, potem nimamo tistih stopenj rasti, nimamo tistih hitrosti dohitevanja, naprimer povprečje Evropske unije, kot jo imajo nekatere druge vzhodne evropske članice, ki so naredile pravzaprav tudi vrednosten res, ki so rekle, ja, mi bomo zdaj imeli kapitalizem. Jaz se spomnim
Václav Klaus, češki predsednik vlade, ne, je rekel, jaz na laž govorim, kapitalizem, zato ker vem, da jih zaboli, ampak vem, da mi to rabimo, ker je to učinkovit način za, kako bi rekel, za razporejanje sredstev, ki so omejena, tja, kjer bodo dajala največje učinke, največje rezultate. In Čehi so nas medtem po številnih parametrih kvalitete življenja, standarda bruto domačega proizvoda in tako naprej prehiteli. Ne? Zato, da bi imeli mi lepšo preteklost ali pa da bi imeli vnuki, nečaki revolucionarjev lepše prednike, ne? Imamo mi vsi skupaj, kako bi rekel, temnejšo prihodnost. Zaradi prihodnosti je to potrebno. Ne? In to, da slovenski parlament ne zmore tiste obsodbe, ne? To kaže na to trdoživo trmo, na to nekakšno oholost. Jaz se spominjam, mislim, da v 90-ih letih je enkrat Žižek jim svetoval, ki je bil nekako njihov ideolog. Rekel, ja, priznajte vse, pokasejte se, priznajte, da je bilo narobe, distancirajte se od tega in gremo naprej. Ne? Ampak je to težko, ker potem imaš kar naenkrat, kako bi rekel, nekoliko manj svetlo podobo, nekdo ima nekoliko manj svetlo podobo svojega očeta ali pa deda ali pa strica ali pa kaj podobnega. Ne? Pa privilegiji oziroma pridobljene pozicije se začnejo majati. Ne? Vse, ampak to ni, po mojem mnenju, to ni tako pomembno kot neka splošna klima v državi, ki je ali naklonjena svobodi, naklonjena svobodnemu podjetništvu, naklonjena odprti družbi ali pa tukaj nekako koleba. Ne? Denar, ne imajo vile, ne imajo denar, ne imajo umetniške slike, ne imajo tisto, kar so zaplenili po raznih gradovih in meščanskih stanovanjih. Kaj pa dvotretjinsko večino? Dvotretjinska večina je pa posledica tega stanja duha. Stanja duha, ne. Ampak to bi se jim vse začeli majati. Ne? Jaz mislim, da so zato tako krčevite držanje teh pozicij. Ja, pardon. Doktor Kos, zakaj po vašem mnenju se tako krčevito oklepajo te obsodbe komunizma? Zdaj mislim, da en korak smo že naredili ali pa so naredili. Ne? Včasih se ni smeli nič čez komunizem reči, zdaj se že obsoja stalinizem. Ne? Ko je treba kaj reči čez ta socialističen, komunistični sistem, nekako ta odpustek so naredili. Stalinizem je bil pa grd, ampak slovenski komunizem, jugoslovanski komunizem pa za nobeno ceno, ne, pa dejansko razen morda nekih simbolnih ali pa o tem, kar je govoril dr. Turk, ni razlogov. Kje vidite vi ta krčevito oklepanje rdeče zvezde, da je mogoče danes, ne vem, če je bilo v prejšnjem sistemu toliko proslav z rdečo zvezdo kot danes, ne? Tisto o stalinizmu, tisto se je govorilo že v 60-ih letih, ne, to je stalinizem in tako dalje, medtem ko socializem pri nas je pa nekaj drugega in tako dalje. To je precej stara stvar že. Kar pa zadeva današnje stanje, seveda je pa takole, da dejstvo je, da mnogi ljudje so imeli v prejšnjem sistemu vendarle neke koristike, ne? Nek način življenja. Nekako so bili zadovoljni v tem življenjskem svetu. In pravzaprav seveda težko se poslovijo čisto mentalno od vsega tega, kar so nekoč doživljali. Jaz mislim, da je to precej dober razlog za to, da vendarle se ne morejo odločiti, da bi napravili križ čez vse to. Obsodili, recimo. Tega ne zmorejo, zlasti seveda tisti, ki so pa splohali po prednikih, po sorodstvu, po svojih takih ali drugačnih privilegijih povezani s to preteklostjo. In tega je seveda precej, priznajmo, kaj ne? Ker članov partije je bilo vendarle veliko, kaj ne? Da ne govorimo o UDBI in tako naprej. To je obstajalo in verjetno še zmeraj v nekem smislu kot neka mreža obstaja. To se pravi, to je neka podlaga za to, da vendarle ne more priti na Slovenskem do obsodbe komunizma kot komunizma. Ne? Čeprav seveda
Dejstva so pač taka, da zlasti naše šolstvo, naše izobraževanje, tam je verjetno razlog, da ostaja ta del slovenske zgodovine nekako prikrit, pravzaprav se ga ne moreš dotakniti niti, kaj šele, da bi prišlo do neke jasne artikulacije, kaj to je in zakaj je treba to zavreči. Jaz mislim, da naš šolski sistem je tak, ne? In to se seveda prenaša na nove generacije s tem popolnoma neartikuliranim odnosom do te preteklosti. Kolikor poznam te šolske učne načrte, je zlasti v zgodovini tako, da pravzaprav se ne govori jasno o komunizmu. Kdaj je nastal v 19. stoletju, kaj je iz tega bilo, kako se je razvijal, kakšne je imel posledice tu in tam. O tem se ne govori jasno, kaj ne? Nekaj se pri nas govori o samoupravljanju, o tem samoupravljanju socializma in tako dalje, ampak še to zelo medlo in prizanesljivo, kolikor poznam te učne načrte. Se pravi, ena od nalog, ki naj vodijo k tej pozitivni rešitvi tega problema, k recimo obsodbi tega komunizma pri nas, je vendarle ta sprememba načina poučevanja, izobraževanja, zlasti zgodovinskega. To je ena temeljnih nalog, ki čaka verjetno vse nas, če mislimo, da je vendarle potrebno ta berlinski zid tudi na Slovenskem nekako do kraja porušiti. Zdaj, nekako se dotikamo tega komunizma na Slovenskem kot da je problem v tem, da je bil pač ekonomsko neučinkovit, nepravičen in omejeval svoboščine. Zdaj, resnici na ljubo je treba reči, to je bil zločinski sistem, zelo zločinski sistem, ki je za sabo pustil na tisoče in tisoče žrtev ljudi, tistih, ki so pač bili ubiti zato, ker so narobe mislili, če poenostavim. In morda je tudi tu iskati razlog, ker je pač enostavno treba priznati, ljudi se je morilo, ubijalo, mučilo, konec koncev, mislim, da še konec 80-ih let so bili ljudje mučeni in primer Stepanjan in tako naprej, se pravi v času, ko je že padal berlinski zid. Ja, pa tudi pri poskusu bega čez našo neobstoječo železno zaveso. Recimo so bili še v 80-ih letih ljudje ustreljeni na meji. Tako da gotovo je to se pravi pokazati resnični obraz te totalitarne ideologije bi gotovo pomenil njeno sesutje. Se je v neki taki družbi, ki je to doživela. Je pa seveda tukaj več problemov. Po eni strani je to, da se čas hitro beži in zdaj od tega že 30 let, se pravi generacije se rojevajo, ki nimajo več nobenega stika s tistim časom. Po drugi strani so pa podvržene pač tej mitologiji, ki še vedno živi. Na drugi strani imamo pa tudi Zahod, ki sem se ga prej že hotel malo dotakniti, in ki je, kot je bilo že tudi danes povedano, v nekem smislu tudi, bi rekel, žrtev ali pa vernik ali kakorkoli že neke marksistične inkarnacije, sicer v drugi obliki, kot je doživel Vzhod, ampak vendarle je podobnost večja, kot bi človek pričakoval. In recimo neka francoska filozofinja Chantal Delsol razlaga, kako se je recimo obraz vzhodne Evrope po padcu berlinskega zidu zazrl v obraz zahodne in se ni mogel načuditi, koliko sta si pravzaprav podobna. To pa vidimo tele, bi rekel, transformacije raznih marksističnih idej v tem, kako se ukinja, kako je recimo ta neka, čutimo neko totalitarno, bi rekel, histerijo recimo proti svobodi govora.
kako enostavno danes določenih stvari ne smeš reči, čeprav so bile še včeraj povsem normalne. Kako se recimo lahko reče, da je črno-belo, ne? Če je lahko moški, ženska, zakaj bi ne bil komunizem dober, na primer, ne? Nedavno sem zvedel, da razlagajo zdajle skrajni levičarji, da seveda v tej isti mantri, da komunizem je dobra stvar, ki se je pač malo ponesrečila, da pravzaprav to, kar je bilo do zdaj komunizma, ni bil komunizem, ampak je bil državni fašizem. Skratka, to so obrati, ki onemogočajo debato, kjer argument ne velja, in zato vedno znova trdim, da je treba iti na izhodišča in čim bolj verno prikazati resnico, da bi ljudje spoznali in se pač s tem, kar opozarja tudi tale dokument najnovejši Evropskega parlamenta, da se s tem ustvari nek obrambni mehanizem, da se take stvari ne ponavljajo. Ja, resolucija Evropskega parlamenta pomen spomina za prihodnost. Če dam vam v povezavi s tem iztočnico, če nekako ugotavljamo, da v Sloveniji berlinski zid ni padel, se zdi, da v zahodni kapitalistični Evropi, pa tudi v ZDA, raste. Ekstremna levica spet dobiva na moči, iz zgodovine se spet nismo nič naučili. Ja, bom tudi na to odgovoril. Anekdota mi je prišla na misel, ko sem poslušal akademika Kosa, ko je govoril o izobraževalnem sistemu. V Berlinu sem obiskal tudi muzej Stazija. Tam imajo muzeje, ki prikazujejo absurdnosti, neumnosti, tudi zločine prejšnjega sistema, ki so dobro obiskani, odlično, bom rekel, urejeni. In tam je ena velika stena, sem še fotografijo naredil, prejle sem pogledal, kjer je nek njihov komunistični voditelj, aparatčik, povedal, socializem je stvar vzgoje in izobraževanja. Skratka, stvar indoktrinacije človeka proti nekemu sistemu, ki brez neke ogromne indoktrinacije ali brez nekega neskončnega nasilja ne funkcionira. In mogoče je napaka gledati na stvari tako, kot tlele v vzhodnji Evropi pod Sovjetsko zvezo je bil komunizem in na drugi strani je bil, bom rekel, demokratični Zahod. Na nek način je morda znotraj vsakega od nas neka taka ločnica, ki nas včasih vleče bolj proti, recimo, tradicionalnim rešitvam, in včasih proti nekemu napuhu, da bi pa vendarle znali družbo organizirati bolje, kot se je spontano organizirala oziroma kot je spontano nastajala skozi tisočletja. In tukaj se mi zdi, da je kal, bom rekel, teh velikih totalitarizmov oziroma teh izjemno nasilnih sistemov, da se je v nekem trenutku, verjetno, ki so prvič kulminirali okrog francoske revolucije, ljudem, napuhu ljudi zazdelo, da lahko neka skupinica ljudi, ki se zapre v neko sobo, načrta sistem, družbeni sistem, ki je boljši od sistema, ki se je spontano razvijal, evolucijsko čisto napredoval dejansko skozi 10 000 ali pa saj skozi 1000 let oziroma skozi stoletja. In da je ta pristop popolnoma napačen, da to ni mogoče, da ni mogoče načrtati sistema, v katerem bodo ljudje živeli, je pokazalo preprosto dejstvo, da vsi ti sistemi, ki so bili, ko bi rekel, man-made, načrtovani, od človeka zamišljeni in postavljeni, da so potrebovali neko neskončno nasilje, da so se vzdrževali. Tako francoska revolucija takrat, kot kasneje nacistični oziroma nacionalsocialistični sistem, kot tudi komunizem. Vsi sistemi so bili skregani na eni strani z naravo človeka, na drugi strani pa še bolj z redom, ki se je skozi človeško zgodovino oziroma skozi civilizacijo oblikoval. In seveda te ideje, ta napuh
človeškega razuma se pojavlja povsod, je verjetno res najbolj prisoten celo v družboslovnih katedrah na univerzah vse povsod, ker se tem gospodom profesorjem zdi, mi bi pa znali načrtati boljši sistem kot ta, ki se je spontano oblikoval. In tukaj je tista osnovna zabloda, od katere je treba znati nekako potegniti, od katere se je treba znati odmakniti. Da je bil tukaj komunizem tako uspešen, je pa povezano s tem, da se je nekako poklopilo te ideološke ideje z pravzaprav starimi geopolitičnimi težnjami, interesi Rusije. In to je pa zdaj premislek za naprej, tudi nekoliko v zvezi s temi resolucijami. V teh resolucijah, ki jih seveda z vidika ideologije velja podpirati, ampak se pa nekoliko meša geostrateški vidik v smislu strahu pred vplivom Rusije v vzhodni Evropi in ideološki vidik v smislu strahu pred oživljanjem totalitarizma. To sta dve različni zadevi. Jaz sem prepričan, če bi bila Rusija, carska Rusija v drugi svetovni vojni, da bi precej podobno se vojaško obnašala in precej podobno zagotovila svoje vplivno območje v vzhodni Evropi, ampak seveda ne pod tako ideologijo, pod kakršno je. Tako da te resolucije so zelo na mestu, se pa v njih nekoliko zrcali, kako bi rekel, geostrateški strah predvsem vzhodnih članic Evropske unije pred, bom rekel, ruskim medvedom. Ne pred Sovjetsko zvezo, ampak pred ruskim medvedom. Doktor Kos, tudi vi ste govorili, da je izobraževanje tisti ključen element, kjer se lahko pač to razmišljanje spremeni, pa bom postavil nekoliko provokativno. Ali smo Slovenci večinsko ali pa v kar velikem delu mentalno leni, da se ne želimo poglobiti v to, kaj se je dogajalo in kaj komunizem v resnici prodaja? No, večina Slovencev je šla skozi naše šole, kaj ne. Starejši Slovenci so poslušali v šolah to, kar se je govorilo, kaj ne, o socializmu in tako dalje in tako dalje. Medtem ko seveda po letu 90 je stvar pač nekoliko drugačna, ampak vendarle ne dovolj, kaj ne. In v tem je problem, da pravzaprav povprečen Slovenec v svoji razgledanosti ne dojema, kaj se je pravzaprav dogajalo in s čim je vse to povezano. Namreč na Slovenskem je vendarle ves ta socialni, politični razvoj šel skozi neke faze, ki so na koncu pripeljale do tega, da je komunistična revolucija zmagala. To je dejstvo. Se pravi, neke predispozicije za to so morale biti. In zdaj je problem, v čem so bile te predispozicije. Vemo, kaj je bilo s Kozbekom, recimo. Kozbek je predstavljal to katoliško levico, ki je šla v zvezo s komunizmom in je dejansko komunistom omogočila v nekem smislu to zmago. No, tu je bil itak ta širši aspekt tega krščanskega socializma, ki je bil deloma delavski, ampak vse to je pomagalo komunistom, da so prevzeli oblast in izvedli revolucijo. Tega seveda v naših šolah ne zvejo učenci. In sploh je ta horizont, ki ga dobijo, zelo, zelo zabrisan, namerno, bolj ali manj namerno, ali pa iz strahu, da ne bi zadeli v probleme, ki jih pravzaprav učencem težko preprosto razložiš. Ampak teh problemov je še pa še kaj, ne. Recimo v šolah sigurno ne govorijo o Jugoslaviji kot nečem, kar je bilo od vsega začetka napaka, ponesrečeno, kaj ne. Jasno je, Jugoslavija je nastala leta 18 in tako dalje. To je bila napaka, ki so jo vsilili recimo Slovencem in Hrvatom in tako dalje, seveda tuje sile, ne? Francoska, angleška in tako dalje. Jugoslavija je bila vsega začetka napaka in se je lomila že pred
drugo svetovno vojno, seveda, ne. Potem pa sploh se je razlomila v vojni in po vojni seveda je Tito s svojo spretnostjo vse to kot da povezal, v bistvu prikril to notranjo razlomljenost, ki je seveda takoj po njegovi smrti izbruhnila in to v siloviti obliki, v kakršne Evropa že dolgo ne pozna, ne? To se pravi, to so hude zadeve in to bi moralo biti tudi v našem šolstvu jasno postavljeno in razloženo in od tam naprej seveda priti v današnji položaj, da bi se videlo, kje pravzaprav smo. In smo seveda na križišču nekih hudih problemov, ki izvirajo tudi iz padca Berlinskega zidu. Že mislim, da Janez Pavel II. Je kmalu ugotovil, da ta tako imenovani divji ali podivjani kapitalizem vodi nekam, kjer ni pravzaprav za nas prave rešitve. In da pravzaprav je ta liberalizem prav tako nevaren, kot je bil komunizem. Se pravi, to so tisti problemi, ki so zdaj pravzaprav dejansko glavna stvar, s katero se moramo soočiti. Seveda, pot do tega je jasno tudi v tem, da se komunizem končno obsodi, ne, v takšni ali drugačni obliki. In to bi moral naš parlament, pa sploh naša politična javnost že zdavnaj napraviti, samo se obotavlja, ker je pač ujeta v te mreže neke mentalitete, pa nekih načrtov, seveda, ki pač vzdržujejo to stanje. In da to vzdržujejo to stanje veliko stane, ne? Tudi to je razlog, da se tako krčevito tega branijo. Ne? Zdaj sicer nisem hotel iti na to področje, pa bom kljub temu to odprl. Ne? Poleg izobraževanja so mediji tisti, ki pomembno vplivajo na to, kako ljudje razmišljamo. In v Sloveniji bom navedel primer, ne? Film Preboj, karkoli, filme naj se delajo, ne? Ampak kakšno propagando je doživel ta film, je prav neverjetno. Pokaže nek odnos do tega komunizma, rečimo temu, večinskih ali pa prevladujočih medijev, ne? Ja, upamo lahko, da je to neka krčevitost, ki vendarle nakazuje, da nimajo tako močnih pozicij, ne, kot bi pričakovali, se pravi tistih temeljnih pozicij, da je vse skupaj njihova zgodba krhka in da jim čas ne kaže dobrih perspektiv. Ampak za naš današnji trenutek pa seveda to ni prijetno, to restauracijo ni prijetno gledati, ne, teh stvari. Niso pa samo mediji pač problem. Prej sem se spomnil na sodstvo, naprimer, nič nismo rekli o lustraciji, ko smo hodili, ne, ampak seveda lustracija je in bistvenih stvari. Zanimivo je, da je samo sodstvo, mislim, da je imelo v svojem zakonu o sodniški službi, so potem uspeli dati noter nek 8. člen, ja, ki nekako uveljavlja lustracijo, ampak to je bilo seveda potem zlorabljeno, da so sami sebe amnestirali, tako rekoč, porabili pa ta člen samo na enem sodniku zaradi nekih postopkov, pa še ta ni bil komunist, naprimer. Mislim, pač ni bil. Tako da mislim, da se nas zaradi vseh teh stvari te stvari se nam otepajo, no? In zaradi tega so tudi mediji lahko tako samopašni, se misli, in vse ostalo, seveda, ne, kar propagirajo. Ker v tem smislu gotovo opažamo neko nazadovanje oziroma z njihovega vidika napredovanje. Se spomnim, kako nepojmljivo se nam je zdelo, ko je bilo leta 1995, je bila pač neka obletnica, ne, 50 let konca vojne, in je bil na Kongresnem trgu Triumf, so pripravili pač te organizacije borčevske,
Takrat se nam je zdelo to nepojemljivo in se mi zdi, takrat se je odprla takrat so testirali, koliko se da, koliko se prenese in od takrat mislim, da vedno bolj koražno stopajo po svojih nekdanjih poteh. Upam, da bo pač to ni zdravo v nobenem smislu, ne samo na sebi, pa tudi v tem smislu, kot je bilo prej rečeno strani doktorja Turka, da nas to ovira pri čist najbolj banalnem razvoju. Od tega, kakšne ceste imamo, pa kakšne plače. S tem je zelo težko. Dejansko je ni stvari, ki ne bi mogel povezati s temi našimi zgodovinskimi deviacijami. Najbolj banalne vsakdanje stvari. Koliko imaš plače, kakšno imaš cesto, kakšen avtobus, ne vem, kakšne imamo letalske povezave, naprimer, to je tudi zdaj zanimivo videti. Že itak smo sred Evrope, smo središče Evrope na koncu sveta. Neverjetno, kako Turci se čudijo, da ne more biti v Ljubljano, nikakor ne. Se je prej bilo tako, upamo, da bo zdaj boljše. Skratka, ampak to ljudem spregovoriti o tem, to je zanimiva psihološka reč, po mojem, praviloma sproži eno averzijo. Neprijetno jim je, če jim poskušaš tukaj prikazati neko vzročno posledično povezavo. Brez tega bo pa seveda verjetno težko, ker mislim, da nimamo več možnosti, da bi štartali kot z neke nulte točke, z neke pozicije, da gremo pa iz nič naprej, ampak se mi zdi, da bo vseeno, da so bile prehude stvari, so se dogajale, da bi lahko enostavno brez razčiščenja šli naprej. To razčiščenje ni na vidiku, vsaj tako v tem trenutku kaže. Preden gremo na pobudo, ki ste jo prejeli o nekem nürnberškem procesu za komuniste, en izziv. Se strinjate z akademikom Kosom, da je liberalizem ravno tako nevaren kot komunizem? Ne, priznam, da sem nekoliko zastrigel z ušesi in sem se ustrašil, da se je tudi akademika Kosa nekako polotil ta virus, o katerem je na začetku govoril, da smo Slovenci nekako nagnjeni k egalitarnosti in tako naprej. Neoliberalizem nima koncentracijskih taborišč, nima tajne policije, nima žic na mejah. Prvič nihče ne zna natančno pojasniti, kaj bi to bilo. Če gre za svobodno tržno gospodarstvo, gre pa za sistem najboljši, ki ga poznamo, ki zna najbolj pametno razporejati vire, ki so omejeni. Se pravi, kam se investira, kaj se proizvaja in tako naprej. Jaz se tudi bi težko strinjal, da smo Slovenci kaj posebej nagnjeni k egalitarnosti. Znane refleksije oziroma pač psihologi ugotavljajo, da smo mi iz svoje človeške zgodovine, iz svoje človeške evolucije, pa še zgodnejše, ko še nismo bili ljudje, pač prinesli neke instinkte, ki so se v tistih časih obnesli. V tropu opic je verjetno koristno, da si enako razdelijo hrano, čeprav različno prispevajo, da tisto hrano najdejo. Podobno je bilo v tistih skupinah lovcev in nabiralcev. Potem, ko se pa pojavi zasebna lastnina, so bile pa uspešnejše družbe, ki so delile po prispevku, ne pa egalitarno. In seveda namen vzgoje in izobraževanja, ljudje, ko se rodijo, otroci, ko se rodijo, ko pridejo na svet s temi instinkti, ki so podedovani od kamene dobe in še prej naprej. In smisel izobraževanja bi bil pa ravno v tem, da jih poduči o tem civilizacijskem redu, da jih, kako bi rekel, uvede v civilizacijo, ki je pa od takrat naprej pogruntala, da so pa kakšne drugačne ureditve boljše. In naša šola to počne dejansko razmeroma slabo in ima zelo lahko delo, ker je dosti lažje utrjevati nekaj, kar je že v ljudeh,
kot jim pa povedati, glej, Janezek se je zven debitirati, z vsemi enako delil, a veš, ampak potem, ko boš pa odrasel, pa ne bo fajn, če bodo lenuhi in delavni imeli isto. Ne? In rekel, to nalogo nekatere druge družbe opravljajo boljše kot slovenska. Če gremo nazaj na to pobudo, vi ste dobil vabilo, da se pridružite tej nekako, kot razumem, med prvimi v Sloveniji za nekakšen nirnberški proces zoper komuniste. Dajte kaj več povedati o tem, pa bo... Ja, torej, en zelo znan ruski disident Vladimir Bukovski se pravzaprav že ves čas od padca sistema, morda tudi še prej, zavzema za to, da bi bilo tudi v zvezi s komunizmom potrebno opraviti neko podobno čistilno akcijo oziroma nek podoben simbolni proces, kot je bil nirnberški proces. Se pravi proces, ki da ne samo kazensko pravno obsodbo nekega sistema, ampak da tudi moralno obsodbo nekega sistema. On je veliko dal skozi v Sovjetski zvezi, napisal eno krasno knjigo, naslov je Zgraditi grad. On se je, ko je bil v teh ječah in gulagih, zamotil s tem, da je do zadnjega detajla v mislih planiral, kakšen grad bo zgradil in opisuje tam, kako je bil sposoben več dni razmišljati o tem, ne vem, a bo miza hrastova ali bo jesenova, iz kakšnega lesa bo, ker pač zato, da mu je čas nekako lažje mineval. In dejansko se mi to zdi tudi pomembno, zato sem se pobudi tudi pridružil, ker nekako v naših krajih, pa tudi še kje širše, te obsodbe komunizma na enakem nivoju kot obsodbe fašizma in nacionalsocializma ni. Nijo na pravno-formalnem nivoju in nijo na vrednostnem. Na vrednostnem je zadeva še hujša. Nekako so nas vse uspeli prepričati, da fašizem in nacizem sta neke slabe ideje uveljavljala na zločinski način. Tukaj je bila pa neka plemenita ideja, ki so jo sicer uveljavljali na zločinski način. 100 milijonov mrtvih je bilo, je kar jasna številka, da je bilo to zločinsko. In mislim, da se je treba prav s tem spopasti, da ta ideja komunizma, da so vsi enaki, se zdi plemenita samo zaradi tega atavističnega spomina na tiste čase, ko smo bili del nekih tropov v kameni dobi, ko smo si vsi delili isto, ali pa ko smo bili del neke družine kot otroci in je seveda mama dala vsem otrokom isto in je mama in oče sta imela vse otroke enako rada. Tukaj je, rekel, tisti psihološki vzgib, da se nam ta cilj zdi plemenit. V resnici je pa cilj seveda zločinski, ker narediti iz ljudi, ki so različni, ki imajo popolnoma različne sposobnosti, popolnoma različne talente, popolnoma različne dosežke, jih odrezati, da bodo vsi enaki, to je tako zločinsko, kot neko manjšino potlačiti. In do te moralne obsodbe mora priti. Nekateri zahodni intelektualci, kot je pa recimo Jordan Peterson, oni ne vidijo potrebe potem, da bi moral biti nek proces. Pravijo se, kdor je prebral Arhipelag Gulag od Šoželici, nam je popolnoma jasno, da je ta ideja bankrotirana. Tukaj so torej pogledi iz, bom rekel, iz ene in iz druge strani zavese različni. Doktor Kos, kako vi ocenjujete to pobudo oziroma kako jo vidite? Zdaj, jaz osebno ne poznam, pa tudi nisem videl v Sloveniji človeka, ki bi zagovarjal ali fašizem ali nacizem. Za komunizem jih pa veliko poznam, ki ga še zdaj branijo in zagovarjajo. Kako vi gledate na ta del, da se še komunizem posebej obravnava, ne zgolj v nekih skupinskih resolucijah? No, gre
ne za Nürnberški proces v pravem pomenu besede, ker tam so obsojali neke ljudi, ki so bili funkcionarji, državni voditelji in tako dalje in tako dalje. Tu gre za obsodbo neke ideologije. Ne? Zdaj, obsoditi neko ideologijo je pa treba zelo, ne samo natančno, ampak tudi daljnosežno. Namreč, če obsojaš komunizem kot ideologijo, moraš obsoditi pravzaprav izvire, iz katerih je ta ideologija nastala. In vsi zgodovinarji, zlasti zgodovinarji, filozofi, vedo, da so vse te ideologije, fašistična, zlasti pa nacionalsocialistična in komunistična, vendarle prišle iz evropskega razsvetljenstva. V tem je problem, namreč prej sem omenil Janeza Pavla II. In liberalizem, češ da liberalizem je prav tako hud kot komunizem. Po katoliških nekaterih mislecih je bilo tako, da so pravzaprav dolžili liberalizem, da je iz sebe rodil socializem in komunizem. V tem je nekaj resnica, namreč, če pogledamo na razsvetljenstvo tako iz daljave, iz distance, vidimo, da v njem so bili že zarodki za vse te totalitarizme. Bertrand Russell, ki ni bil neumen človek, je ugotovil, da v Rousseauju, v tej njegovi znameniti teoriji družbene pogodbe, so vendarle že zametki za nacionalsocializem in za komunizem. In v tem je nekaj resničnega. Ne? Se pravi, če bi šli v obsodbo komunizma kot ideologije, potem je treba seveda napraviti križ čez vse te zametke, iz katerih je ta ideologija nastala. To seveda seže pa precej širše in bi ta obsodba te ideologije morala vsebovati vendarle obsodbo tistega, kar je bilo v evropskem razsvetljenstvu napačnega, kar je šlo čez rob neke razumne presoje o tem, kaj je človek, kaj se da iz človeka napraviti in kaj nekaj. Ne? Se pravi, tu se odpirajo ti problemi, ki so filozofski, lahko so pa seveda čisto res politični. In te probleme je treba postaviti na dnevni red, če naj govorimo o obsodbi komunizma predvsem kot ideologije. Ne? To je velika naloga in mislim, da to je naloga za filozofe, politične mislice, sociologe in tako dalje in tako dalje. Teh je na Slovenskem kar nekaj, ne? Tako da celo Slovenci sami bi bili sposobni izvesti to obsodbo komunizma na tej ravni, ne? Najširši in tudi najbolj natančni. Potrebna je pa tudi obsodba ne samo kot ideologije, ampak tudi kot zločinskega sistema oziroma komunizma, ki je Slovence, lahko rečem, pohabil. Ne? Po tako imenovani osvoboditvi, ne, ki v resnici to ni bila, je bil slovenski narod, se pravi njegovi najbolj zdravi intelektualci, podjetniki, so bili ali ubiti ali izgnani in morda je tudi tu iskati razloge, da se kot narod nekako ne moremo dojeti, da je komunizem slab, ker enostavno je ta rana prehuda, premočno zarezana v narod. Zagotovo je tukaj prizadeta sama biološka substanca naroda bila. Ne? To ni dvoma. Če sam pomislimo na genocid nad recimo, če damo samo Slovensko narodno vojsko in koliko biološke mase, če se grdo izrazim, je bilo tam zgubljene, drugačnih idejnih in vrednostnih predpostavk, kot jih pa zdaj živimo. In seveda isto velja tudi za ljudi, ki se bodo slej ko prej izgubili tudi v svetu, ker so morali oditi, da so si ohranili življenje vsej. Seveda idealna Nürnberg je tako rekoč dokazano, pozitivno dokazano, da je to model, ki funkcionira. Ne? Tako kot je bilo počiščeno z nacizmom, ni bilo z nobenim drugim
pojavom v zgodovini, še posebej pač tudi ne z fašizmom, še posebej pa ne z komunizmom. In še danes je problem, da če vzpostaviš kakršnokoli primerjanje, je že takoj ogenj v strehi, ne? Recimo nacionalsocializem pa pač internacionalni socializem. Čeprav je zanimivo, tukaj je seveda en kup težav, ne? Tudi to, naprimer, da jasno, ti zli sistemi se nimajo med sabo radi, ne? Se sovražijo, čeprav pač občasno paktirajo. Ampak zanimivo je, da so potem uspeli, predvsem levi pol je uspel, da je fašizem in nacizem pripel na desno, komunizem pa na levi pol političnega prostora. In tukaj bi bilo ključno spoznanje, ne, ljudi, da ti nimajo levo-desnega predznaka, ne eni drugi, oziroma če že imajo levega, ker so bili Hitler in Stalin, oba sta iz delavske oziroma socialistične stranke, ne, izhajata, pač jasno, Trotski pa itak in Lenin. Tako da tukaj gre za nek sklenjen krog, ne, neke skrajnosti, ki se z ene ali z druge strani so v bistvu se sklenijo na isti poziciji. In to je zanimivo gledati zdaj tudi Nemčijo, ne, kakšne stvari se dogajajo, recimo, čeprav so uspešnejša tranzicijska dežela, ne, neverjetno ogromno milijard so vložili, recimo, Zahodna Nemčija, Vzhodno Nemčijo. Prej, ko sem že omenil sodstvo, naprimer, Berlinski zid je padel 89. leta, 5 let potem je bilo v vzhodni Nemčiji manj kot 10% sodnikov na svojih mestih nekdanjih, naprimer, a ne. Pardon. Tako da z obsodbo komunizma imajo recimo tudi Nemci težave. Hotel sem povedati, no, da kljub temu, da so oni enostavno, zahodni del države enostavno potopil svojo vzhodno polovico v svoj sistem v vsakršnem smislu, ne, in vložil to, pa se še vedno dogaja tako, kot vidimo, da je ob zadnjih volitvah, kako se v nekaterih deželah je pridobivala levica, ne, se pravi nekdanja komunistična partija in tako naprej. Tako da težav z obsodbo komunizma je ogromno. Tukaj vidimo, kako je tranzicija problematična stvar, še tam, kjer so se skrajno resno lotili, kaj pa šele v drugih vzhodnih državah in kaj šele pri nas, ki smo danes že povedali, za nekatere naše specifike. Ne. Med drugim sem se spomnil, ki je bilo prej omenjeno delavstvo pa socialno gibanje, krščansko socialno gibanje pravzaprav, da naši komunisti so bili tudi v tem smislu posebni, da niso delavstva intrigirali. Ne. Oni in tudi vsi njihovi poskusi revolucije pred vojno 4 so propadli vsi po vrsti. Oni so rabili izredne razmere, da so lahko uspeli. Njihova struktura pa ni bila delavska, ne, kot vemo. To mimogrede. Drugi problem je pa pri obsodbi komunizma je seveda Zahod. Naprimer še taki ljudje, kot so François Furet, naprimer, ne, francoski zgodovinar, je imel težave, kaj bo zdaj, kaj je padel Berlinski zid. Ne. Da se nam zgublja koncept neke kompaktne, neke predvidljive zgodovine s tem, ne? Ali pa Levinas isto, to je rekel Levinas, naprimer. Furet je pa rekel, da smo zdaj vstopamo v nek tunel, ki ne vemo, kaj bo iz tega. Naprimer, ne, ta prežetost z nekimi idejami, ki izvirajo točno tako, kot je bilo zdaj rečeno, iz razsvetljenskega upora pravzaprav, ne, proti tradicionalnemu svetu. Vse te stvari se povežejo tukaj v neki točki in zato se zdi Nürnberški proces za komunistični primer kar precej utopičen. Bi bil pa seveda toliko, kolikor je težji, toliko bolj potreben. Da bi bil potreben,
se recimo mi štirje strinjamo, ne, v neki usporedni, idealni Sloveniji bi to naredili enotno, ne, verjetno ni realno pričakovati, da bi to storili recimo na državnem nivoju, da bi vsaj moralno obsodili ta sistem in ga nekako dali tam, kamor spada, zraven nacionalsocializma, pa da začnemo popravljati to, kar nas zadržuje nazaj v razvoju, o katerem ste prej govorili, ne? Ja, jaz si ne delam nobenih utvar, da bi do takega procesa v resnici lahko prišlo, ne. Je pa taka izjava, bom rekel, zelo jasen signal, ki nekaj pove, ne. Ki pove, da je bila neka zadeva zločinska in da se je do zločinskosti te zadeve potrebno opredeliti in se je potrebno opredeliti do tega tako tudi zaradi slovenske narodne pomiritve ali pa sprave ali pa kakor želimo temu reči. In se spet vrnem k temu, obsodba revolucije oziroma distanciranje od revolucije, konsens, nacionalni konsens, da je bilo to nekaj zavržnega, ne? Še posebej v razmerah, ko te napadajo trije okupatorji, je nekaj, kar bi nam precej olajšalo pot v prihodnost, ne? Si pa ne moramo delati nobenih utvar, da te ideje, ne, ali nacionalistična, ali socialistična oziroma komunistična, da se ne bodo ves čas pojavljale, ker so, ko bi temu rekel, odziv, odzven nekih instinktov, ki so v nas, egalitarnega instinkta na eni strani, tega grupne kohezije na drugi strani, s to razliko, da jih od normalnosti loči pač nek ekstremizem, ne? Neko ekstremna pripadnost skupini se izrodi lahko v nek zelo militanten nacionalizem. Neka ekstremna sočutnost, neko ekstremna želja po enakosti se lahko izrodi v komunizem in proti tem ekstremom se moramo pravzaprav dnevno boriti, ne? Zatirati te instinkte, s katerimi so prišli na svet, s tem, da spoštujemo dosežke civilizacije, s tem, da spoštujemo to, kar se je skozi stoletja, tisočletja razvilo in pravzaprav glavni prispevek, slab prispevek razsvetljenstva na tej točki je bil, ne, mi znamo to bolje premisliti, kot se je spontano razvilo skozi zgodovino. Kot bi prišel nek biolog in bi rekel, se jaz bi pa znal boljš načrtati, kakšen bi bil, ne vem, krompir ali pa kakšna bi bil človek ali pa konj, kot se je pa naravno skozi evolucijo oblikoval. In proti temu napuhu se je treba boriti in z neko, bi rekel, konzervativno ponižnostjo sprejemati to, kar je naša zgodovina do zdaj oblikovala, to, kar smo mi civilizacijsko do zdaj dosegli, ne? In vse te dobre stvari poskušati peljati naprej, preprečevati nore ideje o tem, kako nekdo ve boljše, kot se je spontano oblikovalo. Ja, za konec en bolj pozitiven krog vprašanj. 30 let po padcu Berlinskega zidu, če ostanemo v Sloveniji, tukaj le živimo in želimo živeti bolje in bolj kvalitetno. Akademik dr. Kos, kako vi vidite prihodnost Slovenije, morda čez 5 let, čez 35, ko bo 35-letnica padca Berlinskega zidu, bomo uspeli, če že ne zrušiti, pa vsaj dobro načeti ta Berlinski zid, ki, kot ste rekli na začetku, v Sloveniji še stoji? Na Slovenijo je treba gledati seveda v okviru Evrope. In zdaj v okviru Evrope, zdaj se mi zdi seveda, da ena od posledic tega padca Berlinskega zidu tudi za nas, zlasti pa za Evropo v celoti, je vendarle ta, da je ta srednja Evropa se s padcem Berlinskega zidu pravzaprav odprla Evropi, postala je del svobodne Evrope. In kmalu se je pokazalo, da je srednja Evropa nekaj drugega kot zahodna Evropa. In v tem je najbrž današnji problem Evropske zveze, ne? Ker vidimo, da te države
od Poljske do Madžarske in Hrvaške, upajmo, da bi se jim morala pridružiti Slovenija, doživljajo svojo usodo in svoj položaj vendarle drugače od teh zahodnoevropskih sil, Nizozemska, Belgija, Francija, Španija, Anglija, to so stare kolonialne države, ki so teh 50 let preživele razmeroma ugodno izven komunizma in tako dalje. Medtem ko v tej srednji Evropi je vendarle še zmeraj živo to nacionalno vprašanje, ki ga je komunizem hotel potlačiti, ampak ga je s tem pravzaprav znova prebudil. In isto velja za Slovence, s tem, da smo se osvobodili komunizma, smo vendarle znova odkrili svoje nacionalno vprašanje kot državo. In zdaj je seveda naš problem predvsem ta, da to državo ne samo ohranjamo, ampak jo tudi izgradimo v vseh plasteh, od vojske, policije do državnega vrha, do socialnega in drugega izobraževalnega sistema. To je naša naloga, ampak to moramo napraviti mi sami, čeprav verjetno v neki povezavi z drugimi podobnimi evropskimi državami. V upanju, da bo Evropska zveza tudi pod tem novim vodstvom, recimo, če bo novo vodstvo res dobro, dosegla neko ravnotežje med Srednjo Evropo in Zahodno Evropo, med Severno in Južno Evropo. Razlike so velike, ampak Evropa se lahko ohrani samo z nekim sporazumom med temi deli, ki so vendarle precej različni, če smo čisto odkriti. Gospod Lenart Rihar, vaš pogled v prihodnost, bomo in koliko opek Berlinskega zidu bomo v Sloveniji porušili? Bomo se tega sploh resno lotili? Smo to sposobni? Ja, res smo precej odvisni od širših konstelacij, predvsem od Evrope, pa tudi od sveta. To se dobro čuti tudi v Berlinu, ko je bilo omenjeno prej, se mi zdi, da letos malo manj Prešernovo praznovanje, kot je bilo pred 5 leti, ko ravno 5 let, ki omenjate. Tako da jaz upam, da bo svet v širšem smislu ostal trden tudi čez 5 let. To je, mislim, naša šansa. Če bi svet postal preveč nemiren, se mi zdi, da hitro planejo na dan spet najslabše sile. Tako da jaz najprej si želim tega, da bi bil kontekst Slovenije, geopolitičen kontekst, trden. Pri nas pa tudi, zdaj ta hip bi težko rekel, da so ne vem kakšne, bi rekel, bajne perspektive v tem smislu, da bi se naš zid začel hitreje rušiti, ampak nikoli ne smemo izgubiti upanja. Doktor Žiga Turk, vaš pogled na prihodnost. Ja, meni se nekako zdi, da kako globoko bomo padli oziroma kako globoko lahko pademo, ni odvisno od nas in to je dobro. Smo del Evropske unije, tako gospodarsko kot tudi politično, vrednostno, in ta nam ne bo dovolila početi kakšnih prevelikih, bom rekel, revizionističnih, retrogradnih korakov nazaj v preteklost. In tudi gospodarsko, poslovno, če si del neke razmeroma bogate, dobro stoječe skupnosti, nekaj drobtinic bo prav gotovo padlo. Ampak kot pravim, spodnja meja je nekje varna. Kako dobro bomo pa napredovali, kaj več od minimuma bomo dosegli, je pa odvisno samo od nas oziroma od tega, kakšne vlade oziroma kakšno oblast si bomo izbrali. Ali bo ta oblast sprejela tudi tržno gospodarstvo, tudi pravno državo kot dva stebra od tega, kar sestavlja uspešna gospodarstva, bo temu primerno reformirala sistem, potem lahko računamo, da bomo zmanjševali razliko do tistega okolja, v katerem smo nekoč bili, torej do severne Italije, do Avstrije
in tako naprej. Če se pa to ne bo zgodilo, pa kot pravim, katastrofe ne bo, ne, bomo že nekako životarili, tisti, ki bodo pa bolj ambiciozni in bodo pa vrata v celotno Evropo odprta. Verjetno pa to ni scenarij, ki bi si ga želeli. Ja, spoštovani gostje, najlepša hvala za vaše misli, vaše komentarje in morda še kdaj ob kaki okrogli mizi na kako drugo temo, če ne pa čez 5 let. Ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Hvala.